Veseli Savinjčani so zelo pridni in delovni fantje. Ko gre za glasbo, Pisem naj prebuja spet, upanje v lepši svet. in tudi ko gre za delo doma. Blaž in Mitja se zanimata za kmetijstvo. Pri basistu imajo doma srednje veliko kmetijo, okrog 20 glav živine in kokoši. Blaž najraje pomaga v hlevu ali sede na traktor. V smehu nam pove, da dekleta danes ne padajo na traktorje, ampak prej na dobre avtomobile. Kmetovanje mu je v veselje in čeprav je prevzemnik njihove kmetije brat Miha, ni rečeno, da se tudi sam ne bo ukvarjal s to dejavnostjo. Malo drugače je pri harmonikarju Mitji Cizeju. Na približno 40 hektarjih delovne površine se ukvarjajo pretežno s hmeljarstvom in živinorejo. Naša zgodovina seže že 100 let nazaj. Jaz sem že 4. generacija, ki se s tem ukvarja. Študiram agronomijo na fakulteti za biosistemske vede v Hočah pri Mariboru. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede izvaja na prvi stopnji en univerzitetni in 6 visokošolskih strokovnih študijskih programov. Agrikultura in okolje, agronomija okrasne rastline, zelenjava in poljščine, biosistemsko inženirstvo, ekološko kmetijstvo, živinoreja, vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo ter agrarna ekonomika in razvoj podeželja. Cilj tega mladega študenta in glasbenika je, da si najprej pridobi strokovno izobrazbo, ki je, pravi, zelo pomembna, potem pa prevzeti in voditi kmetijo. Za delo na kmetiji me je najbolj navdušil ata, ki me je že od rane mladosti vzel s sabo na traktor, tako da to mi je v bistvu prirojeno. Danes zgoraj omenjena fakulteta izvaja še 3 študijske programe 2. stopnje in 2 doktorska. Z načrtnim prilagajanjem vsebin sledijo potrebam gospodarstva in razvoju družbe. Leta 1994 so ustanovili univerzitetni kmetijski center, namenjen raziskovalnemu, pedagoškemu in strokovnemu delu. Hkrati je to postal poligon za prakso študentov in demonstracijski objekt za prenos znanja zunanjim uporabnikom. Na njegovih površinah se razteza 52 hektarov njiv, 16 hektarov vinogradov, 64 hektarov sadovnjakov in 10 hektarov travnikov. 4 leta kasneje je bil dodan še botanični vrt. Študij je zahteven, zato se mora Mitja potruditi, da vestno usklajuje vse svoje obveznosti. Kar se pa tiče glasbe in ansambla, kako to z Veselimi Savinjčani usklajujem, tako bom rekel, kjer je volja, tam je pot, tako da poleg študija in vsega dela doma se z fanti v redu razumemo in se prilagajamo svoj čas, vsak ima svoje skrbi, svoje cilje v življenju, tako da vse se da, če se hoče. V Spodnji Savinjski dolini predstavlja hmeljarstvo eno najpomembnejših panog. Mitja prihaja iz Braslovč in na njihovi kmetiji je to ena od glavnih dejavnosti. Nahajamo se v hmeljišču, to je rastlina hmelj, je rastlina ovijalka, za oporo potrebuje vodila. Pri obdelovanju hmelja je potrebno veliko ročnega dela. Vsako rastlino hmelja ročno privijejo na vodilo, na vrvico in odstranijo odvečne dele. To pa pride strojno delo, kjer zadelamo gnojila v zemljo, da potem se ne razrastejo odvečni deli hmelja pod rastlino in ne raste samo še več. Ta priznana industrijsko-komercialna dejavnost je razvila vrsto zanimivih in pomembnih oblik gospodarstva in že v daljni zgodovini slovenskega naroda spremenila podobo Spodnje Savinjske doline in tudi življenje njenih prebivalcev. Na podlagi uspehov v Spodnje Savinjski dolini so ga pričeli obdelovati tudi posestniki v sosednji Šaleški dolini, Južni Pohorci, Dravinjčani, Ptujčani, Radeljčani in Dolenjci na ravnicah ob desnih bregovih Save. Savinjsko in celotno slovensko hmeljarstvo je nedvomno pomemben del naše kulturne dediščine.